Izraelska vojska in Shin Bet sta v sredo potrdila, da je bil vodja vojaškega krila Hamasa, Mohamed Odeh, ubit v letalskem napadu v soseski Rimon v Gazi. To se je zgodilo le 11 dni potem, ko je IDF ubila njegovega predhodnika. Po navedbah izraelske vojske je operacija sledila večmesečnemu obveščevalnemu sledenju in je bila usmerjena na več stavb, za katere so verjeli, da so del Odehove mreže skrivališč. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je pohvalil, kot je dejal, briljantno izvedbo napada in dejal, da je Odeh poslan, da se sreča s svojimi pajdaši v globinah pekla. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in Katz sta prav tako obljubila, da bosta še naprej ciljala na vse, ki so bili vpleteni v pokol, ki ga je 7. oktobra vodil Hamas v Izraelu. Odeh je prej vodil vojaško obveščevalno službo Hamasa in je imel ključno vlogo pri načrtovanju in usklajevanju napadov 7. oktobra. IDF pravi, da je bil Odeh eden zadnjih preostalih višjih poveljnikov Hamasa, ki so bili neposredno povezani z napadom 7. oktobra in je njegovo smrt opisala kot pomemben udarec prizadevanjem skupine za obnovo njene vojaške strukture. Ta uboj dodaja še eno ime na vse daljši seznam višjih voditeljev Hamasa, za katere Izrael trdi, da jih je odstranil od začetka vojne, vključno z Jahjo Sinvarjem, Mohamedom Deifom in Mohamedom Sinvarjem. Negotovost glede prekinitve ognja v Gazi se nadaljuje, saj Hamas zavrača zahteve po predaji svojega orožja in vojaškega nadzora. In z nami je profesor Kobi Mihajl, višji raziskovalec na INSS in Inštitutu Mazgav, ter nekdanji namestnik generalnega direktorja Izraelskega ministrstva za strateške zadeve. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Kaj še vemo o Mohamedu Odehu in zakaj je to tako pomembno za IDF? Ahmad al-Dahdah je bil že dolgo eden izmed višjih uradnikov vojaškega krila Hamasa in ima dolgo zgodovino delovanja v vojaškem krilu. Večino časa, ali vsaj v zadnjem času, je bil odgovoren za vojaško obveščevalno službo, kar pomeni zbiranje obveščevalnih podatkov o Izraelu. Bil pa je eden od načrtovalcev smrtonosnega napada 7. oktobra. Bil je, bi rekel, najlogičnejši kandidat za zamenjavo Azadina al-Hadada, vendar je to zavrnil. Domnevam, da je vedel, zakaj. Na koncu je bil imenovan in pravzaprav je bil to najkrajši mandat kateregakoli vodje vojaškega krila Hamasa. In upam, da bo enak rezultat tudi za tiste, ki mu bodo sledili. No, to je moje naslednje vprašanje, ker koliko škode pravzaprav povzroči takšen napad, takšen umor? Nekdo drug mu bo zagotovo kmalu sledil in vedno več ljudi bo prihajalo. Koliko škode to povzroča? Mislim, da gre za nakopičeno škodo. Moramo jo zaznati in razumeti skozi časovno os. Ni nujno, da gre samo za ta ciljani napad, ampak moramo razumeti, da Hamas na tem področju nima nobenih rezerv. Mislim, vsi naslednji ljudje, ki bodo prišli na seznamu, sta vsaj dva, za katera bi rekel, da sta potencialna kandidata, da ga zamenjata. Oba sta visoka uradnika, vendar nista v samem vrhu Hamasa. In to je to. Mislim, na seznamu ni nikogar več. Torej bo naslednji, ki bo zamenjal naslednjega vodjo vojaškega krila, neizkušen vojaški človek. In to se bo odrazilo na sposobnosti Hamasa. In ko govorimo o kopičenju škode, govorimo o organizaciji, ki izgublja svoj sistem poveljevanja in nadzora. In to je organizacija, ki izgublja izkušnje in spretnosti takšnih voditeljev. In zato je to na koncu nekaj, kar oslabi organizacijo. V redu. In samo na kratko, kaj to pove o tem, kje trenutno stojijo, pa tudi kakšna je izraelska prisotnost v Gazi? Mislim, da to poslabša njihov položaj v primerjavi z predvčerajšnjim.
In mislim, da nas to približuje ponovnemu začetku vojaške operacije proti Hamasu v Gazi. Ker ne vidim druge možnosti, če so ljudje resni glede uresničitve 20-točkovnega načrta. Ker je to edini način, da zagotovimo demilitarizacijo Gaze in nihče drug kot IDF ni pripravljen in sposoben opraviti to nalogo ter razgraditi Hamas. V redu. Profesor Kobi Mihael, najlepša hvala, da ste se nam pridružili.